Živijo in lepo pozdravljeni v praznični Peki. December je tukaj in ta mesec vam bom prav vsakič to povedal, samo tako, da vas spomnim. Danes bomo pekli nekaj res fantastičnega. Pripravili bomo orehove mini potičke, tako mlajšo sestro od te velike potice. Da bo pa zadeva še bolj zabavna, bomo vse skupaj spekli kar v pekaču za enkratno uporabo, ker kdo pa ima čas, cel mesec čaka, da vam sosedje vrnejo tiste prav pekač. Gremo kar peči. Najprej v skledo stresemo pol kilograma gladke moke. Uporabil sem kar tip 500. Nato v moko naredimo jamico. Vanjo vlijemo 250 ml mlačnega mleka. Nato po mleku nadrobimo 30 g svežega kvasa. Vsujemo še 100 g sladkorja. In prilijemo 100 g stopljenega masla. Dodamo še 3 rumenjake in premešamo. Lahko mešamo na roke, jaz pa mešam kar z električnim mešalnikom. Mešamo toliko časa, da testo postane gladko in odstopi od sten, ne pa predolgo. Približno 5 minut je trajalo pri meni. Ko dobimo takšno fino, lepo in elastično testo, ga preprosto postavimo v skledo, pokrijemo in pustimo vzhajati vsaj 1 uro oziroma dokler se ne podvoji. Sedaj je čas, da pripravimo nadev. V skledo dodamo 600 g mletih orehov in dodamo še 160 g sladkorja ter 1 zavojček vaniljevega sladkorja. Vsujemo še žličko in pol cimeta in naribamo lupinico 1 pomaranče. Sedaj vse skupaj dobro premešamo in se lotimo še preliva. V loncu segrejemo 225 ml mleka ter 150 ml sladke smetane. Segrejemo skoraj do vretja, nato pa s tem prelijemo mešanico orehov. Dobro premešamo. Dodamo še 50 ml ruma ter 2 rumenjaka. Vse dobro premešamo, da dobimo takšno luštno filo. Kar do sem diši. Takole, testo je sedaj pripravljeno, čas je, da pomokamo delovno površino. Nanjo dodamo testo in ga razvaljamo. Razvaljamo ga na 3 do 5 mm debeline, velikost pa naj bo 90 x 60 cm. No, saj približno. Sedaj po testu enakomerno razporedimo nadev. Namažemo ga kar do roba, le pri eni dolgi stranici si pustimo približno 3 cm prostega testa. Prišel je čas, da potico preprosto zavijemo. Pri zavijanju si vzamemo čas. Ko jo zavijamo, jo takole malce potegnemo k sebi in potem nežno zavijemo čez. Takšne gibe preprosto ponavljamo ves čas, dokler potica ni zavita. Mimogrede, tukaj se ne sekirati, če ne bo popolna, ker ne bo klasična potica. Sedaj vzamemo pekač, tale je dimenzije 24 cm in narežemo potičke. Potičke narežemo v višini našega pekača. Malce popravimo obliko, da bodo lepo okrogle in jih prestavimo v pekač. V tem receptu je dovolj potice za 2 pekača premera 24 cm.
Sedaj vse skupaj pokrijemo in pustimo vzhajati še pol ure. Premažemo z rumenjakom oziroma z mešanico rumenjaka in vode in prestavimo v pečico. Pekli bomo 25 do 30 minut pri 180 stopinjah Celzija. Te potičke se že kar kadijo. Dober tek.